prosila Aleksandra Marinška z Gozdarskega inštituta, ki je seveda tudi partner pri projektu, da predstavi rezultate dosedanjega dela. Ja, še prej pa, Aleksander, samo trenutek, z nami pri organizaciji današnje delavnice tudi sodeluje Sara Usnik, ki je naša tehnična pomoč in bo tudi skrbela za to, da bo vse zapisano, in pa Ana Dolenski bo tudi moderirala en del delavnice. Seveda pa tudi brez Darje Barič z Razvojne agencije SORA ne gre, tako da prosim zdaj pa Aleksander kar za predstavitev. Hvala. Lepo pozdravljeni. Jaz prihajam iz Gozdarskega inštituta in smo del projekta, projektni partner projekta Alptris, ki pa se je zdaj prevesil že v drugo polovico in počas moramo ljudem, ki so glavni sestavni del projekta, projekt zaradi projekta nima smisla, važno je, da so vključeni ljudje, to ste vi, da so delavnice, da je interakcija med nami in deležniki ali pa ljudi, ki jih zanima in ki se s tem ukvarjajo. Kaj je v bistvu projekt Alptris? To je transnacionalno sodelovanje z namenom, da bi tujerodne drevesne vrste v urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih lahko znali trajnostno upravljati. In velika želja vseh partnerjev in tudi videli smo inštitucij, ki so izven projektnih partnerjev, je želja, da bi z tega projekta dobili ven nek rezultat, katere vrste so primerne, katere niso primerne za nadaljnjo uporabo v urbanih in gozdnatih ekosistemih, ker enostavno, tako kot je rekel Metod Rogl, se nahajamo v nekem prelomnem obdobju, ker vemo, da v gozdarstvu je, pa tudi konec koncev v urbanem gospodarjenju z drevnino, je vse delo na dolgi rok in kar bomo zdaj osnovali, bo čez 50 do 100 let nek odrasel gozd. Vodilni partner je BFAV iz Dunaja, to je Gozdarski inštitut, potem pa so še slovenski partnerji, mi kot inštitut, Mestna občina Maribor, agencija SORA, potem pa še partnerji iz Italije, Nemčije, Avstrije in Francije. Projekt bo trajal še do junija 2022, se pravi, da imamo še dobro leto in nekaj rezultatov, ki jih vam bom danes pokazal, je pač že pred nami. Ta glavni rezultati pa seveda še pridejo v zadnji tretjini. Vrednost projekta je dobre 2,3 milijona evrov. Kako je projekt? Zelo na hitro, kako smo organizirani. Imamo ljudi, ki skrbijo, da projekt teče, da je nek management, potem pa imamo 4 delovne sklope. Prvi sklop zastavili smo si tako, da najprej moramo zbrati neke podatke, ki jih imamo na območju Alpske regije, potem pa tudi ugotovimo s pomočjo teh podatkov, kakšno je tveganje na posameznih rastiščih. Delovni sklop 2 se ukvarja z modeliranjem, v bistvu delovni sklop 2 uporablja podatke iz delovnega sklopa 1. Glavni pri tem je inštitut IASA iz Avstrije, ki bojo te podatke obračali, modelirali in tako naprej. To je pomembno, da predvidimo spremembe na različne klimatske spremembe in da lahko ublažimo ali pa se prilagajamo na spremenjene razmere. Delovni sklop 3, to imam jaz načez, tlele gre za neko transnacionalno mreženje, za prenos znanja in tehnična navodila, ki so pa seveda spet povezana z delovnim sklopom 1 in delovnim sklopom 2. Moj delovni sklop je pač odvisen od prvih 2. Četrti delovni sklop je pa tisto, kako potem neko transnacionalno politiko, ki jo bomo poskušali oblikovati, potem tudi implementiramo. Da sodelujemo z zainteresiranimi stranmi, z ministrstvi, z deležniki in
capacity building oziroma važno je tudi krepitev zmogljivosti. No in komunikacija je pa še poseben delovni sklop, ki pa skrbi za to, da se med sabo in z deležniki na primerne načine tudi srečujemo. Na hitro območje Alpine Space, pozabil sem povedati, to je Interreg projekt Alpine Space, pokriva 48 regij, ki ima 70 milijonov prebivalcev in se razteza na približno 450 tisoč kvadratnih kilometrih. Ugotovili smo iz te baze, iz delovnega sklopa 1, ker smo vse države, pa vsi partnerji te baze dali skupaj, da je na naših avtohtonih drevesnih vrst v tem prostoru 130. Še več jih je pa non-native oziroma tujerodnih drevesnih vrst čez 600. Večinoma teh drevesnih vrst je seveda parkovnih, urbanih vrst v gozdovih, hvala Bogu, seveda toliko ni noter. Zelo na hitro samo, da ponovimo, kaj je tujerodna vrsta in kaj je invazivna tujerodna vrsta, ker je velika razlika med temi organizmi ali pa drevesi, kakorkoli, če smo v primeru Alptrisa. No in tujerodna vrsta je neko živo bitje, ki je namerno ali pa nenamerno zaneseno na območje zunaj svojega areala. In ga, če človek ne bi bil upomagal, tega območja ne bi doseglo. No, invazivna tujerodna vrsta je pa tista, ki ravno tako pride s človekovo pomočjo ali pa brez človekove pomoči iz svojega naravnega areala, ampak škoduje avtohtonim vrstam, ogroža njihove življenjsko okolje in ekosisteme. Kar je še slabše, negativno vpliva tudi na gospodarstvo ali pa na neko blaginjo in tudi na zdravje ljudi. Če pogledamo, kako pride neka vrsta na novo območje, ko se naseli, se lahko samo ustali in razmnožuje in rečemo, da je naturalizirana tujerodna vrsta. V tem primeru gre recimo za divji kostanj kot primer, ki so ga v 16. stoletju zanesli v Evropo. Če pa se ta vrsta, ki se je ustalila, še bolj širi in svoj invazivni potencial izkoristi in povzroča škodo, potem pa rečemo, da je ta tujerodna vrsta invazivna. Ne samo drevesa, lahko so to glive, lahko so to bolezni, sesavci, kakorkoli. No in za zanimivo, stale na desni strani je prva robinja, ki je v Evropi že več kot 400 let, je še vedno živa in je posajena v Parizu. Osnovni cilji projekta: želimo razviti enotno transnacionalno strategijo, s katero bi lahko odgovorno ravnali in upravljali s temi tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi vrstami na tem alpskem območju. Radi bi osnovali pilotne primere dobrih praks, to smo tudi naredili, vsak projektni partner oziroma vsaka država ima svoje pilotna območja in želimo vzpostaviti neko odprto mrežo znanja partnerjev in ključnih deležnikov. Želimo zbrati in oblikovati baze podatkov, kje se pojavljajo tujerodne vrste, predvsem nas zanimajo, katere vrste so v gozdovih, primestnih gozdovih in gospodarskih gozdovih in tudi v drugih urbanih območjih. Na koncu pa bi radi izdelali modele pa scenarije, kako se bodo te drevesne vrste obnašale glede na klimatske spremembe, ki jih pričakujemo. Po drugi strani, določene tujerodne drevesne vrste pri nas so, jih ne moramo več odstraniti, druge drevesne vrste so v manjšem številu in jih še možno recimo odstraniti, ampak kakorkoli želimo tudi oceniti, kakšne v bistvu ekosistemske storitve pa nam določene tujerodne drevesne vrste ponujajo. Želimo izdelati tudi oceno tveganja pri gospodarjenju s posameznimi vrstami in končen rezultat, na koncu projekta želimo izdelati nek information hub, spravi neko spletišče, odprto mrežo znanja, Alptris hub, v kateri bo na enem mestu zbrano vse podatke, vse naše raziskave, vse naše ankete in kdor bo želel se pozanimati o
rezultatih projekta ALPTRIS bo šel samo na to spletišče, ta ALPTRIS spletišče, kjer mu bo na voljo na koncu vse informacije in ne bojo nekako razpršene na različnih strežnikih, na različnih straneh in tako naprej. To je taka osnovna ideja, tista dodana vrednost na koncu tega projekta. Kaj smo do sedaj naredili? Recimo tole je poročilo, ki ga je naredila nemška partnerka Anja Miller, pa vodja projekta, pa dve Anji iz Nemčije, pa seveda Katarina Lapping, ki je glavna pri ALPTRIS projektu. Naredili so poročilo o inventuri tujerodnih drevesnih vrst, katere podatkovne baze so noter in tudi so izločili nekaj značilnosti, ampak tisto, kar je na površje preplavalo. Recimo, v gozdovih alpskega prostora se je izkazalo, da so zeleni bor, negundovec, doglazja, rdeči hrast in rubinja najpogostejše vrste, medtem ko so v urbanih območjih najpogostejše vrste divji kostanj, rubinja, celtis, to je koprivovec, platana pa turška leska. No, ker je teh vrst, smo videli 633 drevesnih vrst približno, pa še kakšna bo se našla mogoče, ali pa smo spustili, smo se odločili, da pa bomo prikazali 49 vrst, ki so mogoče malo manj znane, oziroma vse so poudarki na tistih, ki so malo manj znane in znane, oziroma vzeli smo tiste, ki se pojavljajo v večini držav. Moramo vedeti, da je približno 4% gozdov v Evropi pokrivajo tujerodne drevesne vrste, kar znese približno 8,5 milijonov hektara. V Sloveniji je podatek za 1% pokrivajo tujerodne drevesne vrste, je pa po državah Evropske unije zelo različno, naprimer na Irskem je lahko tudi 50-60%, predvsem sitka smreka je tam tista v bistvu že kar glavna gospodarska vrsta. Ampak v povprečju 4% gozdov. No in ker imamo v bistvu toliko procentov gozdov pod tujerodnimi drevesnimi vrstami, želimo z oblikovanje nekih utemeljenih politik za ohranjanje biotske raznovrstnosti, moramo poznati tudi tveganja, pa koristi, ki so povezane z biotsko raznovrstnostjo. No in dosedanji rezultati kažejo, da je večinoma po državah, Švica je še zraven kot država, neka opazovalka, da tujerodne drevesne vrste prinašajo določen rizik, ljudje prepoznavajo tujerodne drevesne vrste kot rizik, bolj kot pa nekaj dobrega, kar prihaja. To je iz tistega delovnega sklopa 4, kjer so politike pa deležniki in tako naprej. Določene šolske aktivnosti vključujemo tudi tujerodne drevesne vrste in bila je na digitalni konferenci, ki smo imeli možnost spregovoriti tudi mlajši od 18 let. Predstavila se je srednja gozdarska šola iz Maribora, pa iz Dunaja tudi je imela eno dekle, imelo izredno zanimivo predavanje o globalnem segrevanju. Tako da dajemo besedo tudi mlajšim, izdelali smo tudi, avstrijski partner izdelal celo neko pesem na temo tujerodnih drevesnih vrst, otroško pesmico in tako naprej. Vemo, da v evropskem prostoru trg za tujerodne drevesne vrste ali pa hlodovino tujerodnih drevesnih vrst še ni izoblikovan, čeprav določene drevesne vrste imajo svojo ceno, ampak trg ni izoblikovan. No in naredili smo poročilo o porabni vrednosti tujerodnih drevesnih vrst. V bistvu bo iz tega nastala in nastaja ena magistrska naloga in v bistvu pri tem poročilu smo sodelovali 4 in je prišlo kar dosti
debelo poročilo z vsemi lastnostmi, ki jih imajo in kaj se da, na koncu koncev tudi kaj se da, končni izdelki, ki nastanejo iz tujerodnih drevesnih vrst. Uporabljamo in propagiramo aplikacijo iNaturalist, s katero želimo, da bi se baza podatkov o tujerodnih drevesnih vrstah še bolj izpopolnjevala, da bi se ta mreža še bolj gostila, ker več, ko imamo podatkov, lažje potem stvari obdelujemo. Kaj smo še počeli? Podcasti se snemajo, se pravi, da se delajo intervjuji, zanimive oddaje, ki jih potem damo na našo spletno stran, da si jih ljudje potem lahko v miru poslušajo. Kakšen blog se tudi napiše. V bistvu je tudi, naredili smo bazo, kako gospodariti s posameznimi tujerodnimi drevesnimi vrstami. Še enkrat poudarjam, sfokusirali smo se na tistih 49 vrst in za njih smo zbrali iz literature tudi, kako s temi vrstami ukrepati, gospodariti. Ampak ta baza seveda ni še čisto polna, ni dokončana, za dosti vrst ne vemo, kako se obnašajo, ne vemo, kako gospodariti, določeni podatki nam manjkajo. Za promocijo samega projekta in prepoznavanja tujerodnih drevesnih vrst v naših okoljih smo izdelali tudi neko razglednico. Vzeli smo glavnih 6, ne glavnih 6, ampak takih zelo pogostih drevesnih vrst, 2 iglavca in 4 listovce, za promocijo prepoznavanja. V Sloveniji sva s kolegico Živo Bobek Červič iz Mestne občine Maribor napisala 6 člankov v Večer in v vsakem članku sva nekako predstavila eno tujerodno drevesno vrsto. Tole so pa 3 publikacije, ki so v nastajanju in te bojo tisto tudi kar bomo dali od sebe, recimo, kar se tiče tiskanih publikacij in tudi elektronskih verzij. Ena prva je, ki je zdaj že skoraj končana in bo skoraj šla v tisk v roku par tednov, jaz mislim, je majhna knjižica za identifikacijo tujerodnih drevesnih vrst, kjer bo predstavljenih teh 49 s kratkim besedilom, fotografijami in takimi dejstvi. Potem pa sledijo še 2 knjigi o gospodarjenju s tujerodnimi drevesnimi vrstami v gozdnem prostoru in 3. v urbanem prostoru. Organizirali smo že tudi kar nekaj dogodkov. Vemo, da smo naredili v Sloveniji nacionalno delavnico o tujerodnih drevesnih vrstah in danes je tudi druga regijska delavnica za gorenjsko območje. Francozi so imeli tudi že nacionalno delavnico. Čakajo nas še 3 toki, oziroma to je v kinodvoranah zberemo par takih dobrih govorcev, ki veliko vejo o drevesih ali pa zanimive stvari vejo o drevesih in potem skušamo privabiti ljudi, da se pogovarjamo o drevju, ni nujno samo o tujerodnih drevesnih vrstah, ampak o drevju na splošno, njihovi funkciji. Na Dunaju so te 3 toke, mi smo, mislim, da poslovenili drevesa govorijo, na Dunaju so te dogodke že naredili, ostali partnerji pa mislim, da bo v tem letošnjem letu nas to čaka. Imamo tudi pilotne akcije, ena je v Mariboru, recimo, pa v gorenjski regiji jih imamo, o tem bo več Ana povedala, in tudi Freiburg, Trento v Italiji, pa za Francijo, pa ne vem, katero mesto točno. To je zelo na hitro, kar smo do sedaj naredili, kakšno stvar sem mogoče izpustil, ampak večinoma glavnih sem povedal, več pa spremljajte na naši internetni strani, samo Alp3 vtipkate in pridete tja. Najlepša hvala. Hvala lepa, Sašo, za zanimivo predstavitev. Zdaj pa ne vem, ali ima kdo kakšno res zanimivo vprašanje zanj.
2 minuti mislim, da je še čas. Ja, Ali pa zdaj minuta pa gledam na pol. uro. Jaz bi z naše strani Razvojne agencije SORA še dodala, da na Gorenjskem sodelujemo tudi z Srednjo šolo za lesarstvo Šolskega centra Škofja Loka, kjer pa učitelji skupaj z dijaki so pripravili izdelke, lesene izdelke tako iz tujerodnih drevesnih vrst kot pa domorodnih drevesnih vrst. In razstava se pripravlja, tako da naslednji teden je otvoritev razstave tukaj v Škofji Loki. Poleg tega pa skupaj z strokovno ekipo Zavoda za varstvo narave pa Slovenije sodelujemo na Gorenjskem z pilotnimi občinami, to sta mestna občina Kranj, Škofja Loka, Naklo, pa tudi v predboru raziskujemo območje. Toliko z moje strani. Ja, hvala. Darja, zdaj kaj se raziskuje, kakšni so rezultati raziskovanj na teh območjih, pa prosim Ano, da nam predstavi prve rezultate, še vroče. Hvala, Sonja. Evo bom kar delila mojo predstavitev. Lep pozdrav vsem tudi z moje strani, prihajam iz Zavoda za varstvo narave. In sicer v projektu sodelujemo kot podizvajalci. Pripravljamo med drugimi tudi rastiščno specifično oceno tveganja za razširjenost tujerodnih drevesnih vrst v pilotnih občinah na Gorenjskem, skupaj v sodelovanju z Razvojno agencijo SORA in pa Gozdarskim inštitutom. Pripravlja se pa tudi priročnik za rastiščno specifično oceno, ki ga pa pripravljajo avstrijski in pa nemški partnerji. Danes vam bom pa predstavila naše rezultate, in sicer v Gorenjski pilotni regiji, kjer, tako kot je že Darja povedala, imamo 4 pilotne občine, različno pokrajino, je zastopana od nižinskih predelov, kjer pričakujemo več tujerodnih vrst, do višjih leg. Vse 4 občine skupaj je pokritost z gozdom 62%, in v teh občinah najdemo tudi 2 večji mesti, Škofja Loka in pa Kranj, ki predstavljata urbano okolje. Torej, naša pilotna območja so bila izbrana na podlagi obstoječih podatkov o tujerodnih drevesnih vrstah, na podlagi naravovarstveno pomembnih območij in pa bližine urbanih površin. Zajeli smo urbane, semiurbane, gospodarske in pa naravno ohranjene gozdove. Pregledali smo različne obstoječe baze podatkov s tujerodnimi drevesnimi vrstami, in sicer invazivke.si, kataster dreves Mestne občine Kranj in pa podatke Zavoda za gozdove. Izvedli smo popise na pilotnih območjih in jih kartirali tujerodne drevesne vrste. To smo pa počeli tako, da smo podatke sproti vnašali v spletni portal invazivke.si, kjer so tudi prosto dostopni vsi podatki. Sama metodologija rastiščno specifične ocene tveganja razvijajo, kot sem že omenila, avstrijski in pa nemški partnerji. In sicer metodologija predvideva predhodno oceno in pa 8 korakov. Sama metodologija bo podrobno razložena v priročniku, ki bo, mislim, da konec leta naj bi izšel. Sestoji pa iz zbiranja podatkov o obstoječih tujerodnih drevesnih vrstah in pa naravovarstveno pomembnih značilnostih območja,
Podatki se, če je potrebno, pridobijo tudi z dodatnimi popisi. Na podlagi izbranih podatkov se izvede ocena dosedanjega in potencialnega vpliva tujerodnih drevesnih vrst in pa sledijo priporočila za upravljanje ter povzetek ocen. Sedaj pa sledijo naši rezultati na naših pilotnih območjih, in sicer v občini Kranj smo popisali tujerodne drevesne vrste v gozdu Huje in pa v kanjonu Kokre. In sicer smo ugotovili, da tujerodne drevesne vrste tukaj ogrožajo habitatne tipe obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja ter javorove gozdove v grapah in na pobočnih gruščih. Oba habitatna tipa sta tudi prednostna habitatna tipa Nature 2000. Popisali smo 16 tujerodnih drevesnih vrst. Tukaj pa naj omenim, da v samem gozdu, se pravi v Hujah in pa v kanjonu, smo našli samo robinijo, veliki pajesen in pa divji kostanj, ki se tudi pomlajujeta, ker smo našli mlade osebke. V gozdu smo našli še trnato gledičevjo in pa figovec kot zanimivost. Ostale vrste pa smo našli na samem robu teh naših območij, in sicer večinoma na vrtovih hiš. Na levo pa vidimo najpogostejše tujerodne drevesne vrste, ki pa so bile popisane v katastru dreves, in sicer med njimi so v tem urbanem prostoru so najpogostejši divji kostanj, omorika in pa platana. Skupaj pa so v katastru najdemo 37 tujerodnih drevesnih vrst. Kot primer tukaj naj pokažem podatke za pajesen, in sicer lahko vidimo, da te zelene pike so naši popisi, vijolično je iz invazivk, rdeče pa iz katastra. Vidimo, pač na terenu smo opazili, da se pajesen pretežno ga najdemo na gozdnih robovih in pa na degradiranih območjih. To je tudi logično, glede na to, da gre za svetloljubno vrsto, torej potrebuje te svetlejše dele. In glede na to, da se ta jesen nahaja v urbanem delu, nekako sklepamo, da je od tu prehajal v gozdno območje. Vidimo pa tudi na karti desno, da je tukaj skrajno desno, če mislim, da vidite mojo puščico, smo prav tako najdeli eden pajesen, torej se pajesen širi tudi v okolico. Predvsem so problematične ženska drevesa, ker imajo veliko zalogo semen. Njegovo samo odstranjevanje pajesena pa je izredno zahtevno, izloča pa tudi snov, ki zavira kaljivost semen drugih vrst. V občini Škofja Loka smo popisali območje Kamnitnika. Odkrili smo, da je največ tujerodnih drevesnih vrst v bistvu rdeči hrast predstavlja, pa tudi robinja. Robinja je nekaj, našli pa smo tudi amerikanski javor. In sicer
je zanimivo, da v bistvu gre na Kamnitniku za tako sklenjeno območje rdečega hrasta, ki se izredno intenzivno tudi pomlajuje in kaže na njegovo invazivnost. Je pa zanimivo to, da eden od stanovalcev v bližini je povedal, da v 60-ih letih je celotno to območje bilo praktično travnik, ki so ga kosili, tako da lahko sklepamo, da je rdeči hrast bil sem ali zanesen. Smo pa našli tudi rdeči hrast kot parkovno drevo, vsaj na 2 mestih v Škofji Loki, tako da bi lahko prešel tudi iz urbanega okolja v naravno. Prav tako pa amerikanski javor je zasajen kot parkovno drevo in v 2 primerih smo našli 2 manjši drevesi tudi na gozdnem robu. Gozdni sestoj pa ima na Kamnitniku ekološko in socialno funkcijo. Takole 2 slike, na levo je ta res intenzivno pomlajevanje, vidno rdečega hrasta na Kamnitniku. Tukaj pa, če lahko vidite, tole je bilo v jesenskem delu, cel ta del v bistvu gre za rdeči hrast, je tako tak večji sklenjen sestoj. V Škofji Loki smo popisali poleg tega še območje Sore pod Retečami. Gre za Reteške loke, ki so naravna vrednota, pa tudi Natura 2000. V tem delu smo, v delu, kjer je Natura 2000, našli večinoma robinijo in pa eno drevo divjega kostanja. Poleg tega pa smo na tem območju našli tudi sestoj rdečega hrasta, ki lokacija prej ni bila znana, in v tem gozdu kar 15% vseh popisanih dreves predstavljajo mlada drevesa tam do 150 centimetrov višine. V tem delu tujerodne drevesne vrste ogrožajo habitatne tipe alpske reke in lesna vegetacija sivo vrbo ter zopet obrečna vrbovja, jelšavja in jesenovja, kot smo videli v primeru kanjona reke Pohre. So pa na splošno obvodni habitati tisti, ki so najbolj izpostavljeni vdorom tujerodnih vrst in tudi najbolj ogroženi. V preddvor smo izbrali, ker gre za star park ob gradu Hrib, kjer so prejšnji lastniki zasadili različne tujerodne drevesne vrste, predvsem iz Severne Amerike, in smo želeli ugotoviti, katere vrste tam so prisotne in ali se pomlajujejo. Ugotovili smo, da našteli smo 14 tujerodnih drevesnih vrst. Analizirali smo velikostne razrede in ugotovili, da se od teh vrst pomlajujejo robinja, Lawsonova pacipresa, Douglazija, ameriški klek, divji kostan, zeleni bor in pa kanadska čuga. Od vseh vrst pa smo našli Lawsonovo pacipreso in Douglazijo, in sicer samo en primerek tudi v okoliškem gozdu tik ob tem parku.
Tudi Naklo je naše pilotno območje, to gre za nekdanji gozdni rezervat Kriva jelka v Udinem Borštu. Pregledali smo del območja, označeno zeleno, in tujerodnih drevesnih vrst tukaj nismo našli, kot smo tudi pričakovali, saj gre za ohranjen gozd. Torej, zaključki. Nekako, kot za zaključek naj povem, da smo ugotovili, da pa jesen, robinja in pa rdeči hrast se na teh pilotnih območjih uspešno razmnožujejo in širijo, izpodrivajo tudi avtohtono vegetacijo in kažejo svojo invazivnost, kot je to že znano iz drugih območij. Našli smo v preddvoru, da se pomlajujejo tudi Douglazia, Lawsonova pacipresa, ameriški klek, kanadska čuga in zeleni bor. In na te vrste je treba biti pozoren v prihodnjem. Tujerodne drevesne vrste smo ugotovili, da se iz urbanega okolja lahko širijo v okoliške gozdove, kot smo videli na primeru pajesena in pa amerikanskega javorja. Za nekatera območja nam ni poznan izvor tujerodnih drevesnih vrst. Ugotovili smo, da v naravnem spomeniku tujerodnih drevesnih vrst nismo zabeležili v primeru Krive jelke. Ugotovili smo, da na nekaterih območjih tujerodne drevesne vrste ogrožajo obrečne gozdove, še posebej robinja in pa pajesen. Pregledali smo tudi podatke Zavoda za gozdove na 4 pilotnih občinah in iz podatkov ugotavljamo, da so prisotni na vseh teh 4, na celotni površini vseh 4 občin zeleni bor, Douglazia, rdeči hrast in pa pacipresa, se pravi v gozdovih. Ugotavljamo, kot smo tudi že videli na naši prvi delavnici, gorenjski delavnici za tujerodne drevesne vrste, da Gorenjska res sodi da tujerodnih drevesnih vrst v gozdovih na Gorenjskem še ni veliko, da sodi med bolj ohranjena območja glede drevesne sestave in pa da se priporoča nadaljevanje z naravnim pomlajevanjem, na tak način, kot se ravna z gozdom tudi do sedaj. Seveda pa je problematika tujerodnih drevesnih vrst kompleksna, sploh v primeru, ne vemo, kako se bojo vrste odzivale na podnebne spremembe, prihajajo nove vrste v Evropo in tudi k nam. Kako se bojo vrste odzivale, je odvisno tudi od stanja narave. V degradiranih območjih je seveda večja verjetnost, da se bojo tujerodne vrste uveljavile. Ne vemo tudi, kakšni so posredni vplivi tujerodnih drevesnih vrst na domorodne vrste. Torej, to so neke take točke, na katere bi opozorili. Tako da na hitro bi bilo to vse. Zahvaljujem se za vašo pozornost in če je še kakšno vprašanje, kar prosim. Hvala, Ana. Bi jo kdo kaj vprašal zdajle ali boste za konec vprašali nabor, prihranili nabor 50 vprašanj? Jaz bi jo zdaj vprašala nekaj, če lahko. Pri tem popisovanju, jaz sem bila tudi že z Aleksandrom nekaj na vezi, pri popisovanju to metodologijo, ste imeli kakšno mrežo, kjer ste pregledovali te območja, ste šli v bistvu s nekim predhodnim načrtom na teren?
Ja, glede na to, da smo izbrali manjša območja, smo v bistvu območja vsa prehodili, ker smo pač so bila zaključena območja, se pravi, niso velike površine. Tako da smo jih vse pregledali. Aha, v bistvu ste imeli pač neko pot, kot neki kvadrat ali 10 metrov ali mislim, kako je bila pač ta širina pregledovanja? Pregledovali smo tako pač celotno območje, no. Prehodili smo celotno območje in popisali vsa tujerodna drevesna vrsta, ker gre za manjše območje, je bilo to možno. Tako da Cik-cak varianto, ne? Če Ja, mogoče. no, vse to sem Tako, mislila, ja. tako. Okay. Tako. Je pa, to je eden sigurno od pomanjkljivosti. Podatke imamo dostikrat lahko samo za manjša območja, in potem se pa pač in je več, ko imamo pač popisanega, bolj kakovosten je rezultat, ampak je seveda vložek tudi večji, tako da ja, to je ena od pomanjkljivosti same metodologije. Je pa z temi pač širšimi popisi Zavoda za gozdove in pa invazivke recimo dobimo to večjo bazo podatkov. Ja, sami popisi so pa tudi namenjeni predvsem recimo za določena območja, ki vemo, da so, ne vem, da so ranljiva za nas, naravovarstveno pomembna, nekako zato smo tudi izbirali taka območja. Hvala lepa. Zdaj bi se pa iz gozdnega območja preselili malo v urbano, od koder tudi prihajajo določene vrste v gozd in je tudi urbano območje lahko zelo zanimivo, kar se tiče tujerodnih drevesnih vrst. Zato prosim Erika Vidmarja s Flore, ki se zelo dobro spozna na okrasna drevesa, in kako se okrasna drevesa v mestu obnašajo, kako se prilagajajo, in prosim, Erik, za predstavitev. Ja, živjo. Zdaj moram podeliti ekran, ne? Zelo slabo se vas sliši. Aha, a se te bolj sliši? Je? Malo boljše je. Dobro, v redu je. Ja, v redu, bolj na glas, pa čim bližji računalnika. Sam še, kako se podeli ekran. Spodaj zelena ikonca. Aha. Pa predstavitev mora biti že odprta. Super. Ok, jaz sem Erik Vidmar, že 20 let se ukvarjam z arboristiko, drugače po izobrazbi sem gozdar. Najprej sem delal za mestno občino Ljubljana, zdaj sem pa že 6-7 let sodelujem z mestno občino Kranj oziroma delam za mestno občino Kranj prek podjetja Flora. Zdaj jaz sem predstavil pač moje izkušnje z drevesnimi vrstami in tujerodnimi vrstami v mestu. Najprej bi vam predstavil pač, kaj pač drevesne vrste, drevesa v mestu koristijo mestu. Pač eno je transpiracija, ohlajanje ozračja, življenjski prostor za živali, vezanje polutantov in finih delcev, s tem izboljšajo kakovost zraka, senca za ljudi in stavbe, zmanjša se pač poraba energije zaradi tega, pa poveča se vrednost nepremičnin. To verjetno že vsi veste, ampak samo to za uvod. Kaj je problem tukaj za drevesa? Imamo omejeno svetlobo zaradi stavb, omejen prostor zaradi popločenih površin, urbana uporaba zaradi pač
odmetavanja odpadkov, potem so tukaj tlakovane površine, meteorna voda odteka, onesnažen zrak, obremenitev zaradi prometa, tukaj je pomembna predvsem sol tudi, potem zbita tla, ljudje se veste vozijo, kjer se da, poškodbe dreves zaradi vandalizma, ali pa zato, ker jih avto butne, pa razne podzemni vodi. Zdaj, v letu 2017 smo v Kranju popisali vsa drevesa. Tukaj vidite brstno sestavo, največ imamo avstralskega javorja, potem je breza, lipa, smreka, ki je dejansko dokaj neprimerna za mestno okolje, gorski javor, tukaj pa je že prva tujerodna vrsta. Zdaj, z oranžno so označene tujerodne, ki niso invazivne, z rdečo so pa označene tujerodne, ki so invazivne. To so rdeči hrast, ki je tlele pri 1,2%, robinja 0,9%, octovec pri 0,8%, veliki pa je 0,3% in negundovec 0,2%. Popisali smo 5715 dreves, tam zanimivost, krošnje prekrivajo 37 hektarjev, na leto odstranijo 2,7 ton polutantov, drevesa, tukaj govorim samo v javnih zelenih površinah, imajo vezanega 18.000 ton ogljika, letno se veže 120 ton ogljika, proizvodnja kisika je 319 ton, vrednost dreves, neka ocenjena vrednost dreves je 37 milijonov evrov. V prejšnjem slajdu sem pozabil povedati, da imamo popisanih samo 38 različnih vrst na javnih zelenih površinah. Zdaj, tujerodne invazivne vrste, kakšne izkušnje imamo? Pa gremo kar po kar se pojavljajo. Rdeči hrast je najbolj pogost, popisali smo 56 dreves, danes jih imamo samo še 46. Zdaj, kaj mi opažamo pri rdečem hrastu je, da v bistvu ne pašejo v kisla tla. Zaradi tega ne more vezati toliko hranil in se v bistvu na javnih zelenih površinah počasi izumira. Zdaj, to je verjetno drugače na gozdnih površinah, ampak rdeči hrast na javnih zelenih površinah se ne odnese. Robinja. Leta 2017 smo popisali 45 dreves, danes imamo samo še 32 dreves. Zakaj odmirajo, je težko reči. Velika večina, kar smo opazili, je to, da so bile okužene s štorovko, tako da verjetno je pač stres, nismo pa še ugotovili, zakaj umirajo, tako da nam v bistvu ne predstavlja problem, da bi se širila na javnih zelenih površinah. Octovec. Leta 2017 smo popisali 38 dreves, danes imamo samo še 16 dreves. Zdaj pri octovcu octovec ima zelo kratko življenjsko dobo, tako da v bistvu v roku 20 let, kot smo ocenjevali, se vsa drevesa octovca na javnih zelenih površinah sušijo. Moje mnenje je, da se splača počakati, da se drevo posuši, ker če pri octovcu ga pač, če ga posekamo, dokler je vitalen, požene iz korenin. Tako da mislim, da v roku 20 let v Kranju ne bo več octovcev, razen če jih ne bojo pač sadili razni prebivalci, kar se pa pač v Kranju non-stop dogaja, da ljudje sadijo
malo po svoje pred svojimi bloki. No, zdaj veliki pa jesen. Z velikim pa jesenom imam izkušnje že iz Ljubljane. In ko sem začel delati za Kranj, smo se nekako načrtno odločili, da ga bomo probali iztrebati. Leta 2017 smo imeli popisanih 19 dreves, danes imamo samo še 2 drevesi. Zdaj, pač pri velikem pa jesenu je bilo, v Ljubljani smo ga iztrebljali tako, da smo v bistvu ga inicirali z raznimi herbicidi, da se je poslušal, ker zelo rad odganja iz korenin. Kar smo pa v bistvu v Kranju ugotovili, da če posekaš staro drevo, da v bistvu praktično ni odganjanja iz korenin, da problem so v bistvu mlajša drevesa. Tako da v bistvu z velikim pa jesenom nimamo problemov trenutno, in smo ga praktično iztrebali. Negundovec, zdaj leta 2017 smo popisali 13 dreves, danes imamo samo še 6 dreves. Pri Negundovcu treba reči, da zelo slabo prenaša obžagovanje. Zdaj, v Kranju je bila včasih praksa, da se je drevesa obžagovalo na živo oziroma obglavljalo. In to v Negundovcu ne paše, tako da se je pač večina dreves posušila, ali pa je bil razkroj tako močen, da smo jih mogli odstraniti. Tule bi vam sam še enkrat pokazal tale naš popis, ker je moje mnenje, da imamo pač eno je preveč mostrolistega javorja, divjega kosta, divjega. Jaz tule zagovarjam pač neko pestrost. Zdajle bom pa govoril še o pač drugih invazivnih vrstah, ki pa so problem v urbanem okolju. Zdaj, za divji kostan imamo kostanjega listnega zavrtača. Vsi vemo, da so avgusta drevesa rjava oziroma brez listja. Pač divji kostan, zdaj ličinke izgledajo tako. Zdaj bi se zahvalil tudi gospodu Marinšku, da mi je dovoljno uporabljati njegove slike. Potem na platani imamo masarijsko odmiranje platan, kjer je izvorni veteran. Problem pri tej glivi je, da napada veje in od izstav praktično ne moreš videti, da je veja napadena, ker se gliva širi iz zgornje strani vej in se zgodi, da potem kar naenkrat veja odpade dol. Zdaj, potrebno je pač preverjati platane non-stop, vsaj 2-krat na leto in jih obrezovati in odstranjevati masarijsko odmiranje platan. Zdaj, na platanu imamo tudi platanno čipkarko, ki povzroča rjavenje listov, je pa tudi zelo nadležna, tam, kjer imamo veliko platanov, se ljudje non-stop pritožujejo, da imajo neke žužke v stanovanju. Tako da to so škodljivci na platani. Zdaj, na velikem jesenu imamo jesenov ožig. Ne vem, če poznate, ampak v zadnjem letu smo posekali 18 dreves od skupno 55 dreves in je to zelo velik problem v Kranju. Upam, da se bo to ustavilo. Zdaj, kaj nam predstavlja trenutno grožnjo od tujerodnih vrst? Je azijski kozliček, pa kitajski kozliček. To sta dve žuželki, ki se tudi že v vseh sosednjih državah, pri nas ga še niso, v Ljubljani, ker sem še delal v Ljubljani,
Nas je dvakrat skrbel, da smo ga najdeli, ampak da na srečo ni bilo, in tako da v bistvu čakamo, ali bo prišel ali ne bo prišel. Zdaj, navodila so, da se če ga najdeš v roku, v radiju 100 metrov, poseka vsa drevesa, ki so gostitelji tega hrošča. Zdaj, tukaj sem prav izbral na planini 2, v bližini vaše stavbe, kaj to izgleda. To pomeni, v tem radiju bi mogli odstraniti vsa drevesa, ki so gostitelji tega hrošča, to pomeni cirka 80% vseh dreves, ki so znotraj tega kroga. To je samo da vam povem, kaj nas skrbi. Tako da v bistvu, kaj jaz priporočam v urbanem prostoru, je vrstna pestrost. Najprej bi tukaj izpostavil par avtohtonih vrst, ki so se izkazale kot zelo, zelo dobre v urbanem prostoru. Tukaj bi rad poudaril, da imamo to srečo, da je trenutni župan v roku 2 mandatov nam obljubil Kranju 1000 dreves, tako da se lahko malo igramo s tem, da imamo proste roke, kaj saditi in kaj se izkazati kot drevesna vrsta, ki bi jo priporočal. To so mahlen, mali jesen, gaber, dob, rdeči bor, enovrati glob, pa navadni koprivec. Zdaj, tukaj nisem upošteval drevesnih vrst, ki so tudi primerne, ampak so splošno razširjena, kot je ostrolisti javor, lipa. Mislim, da teh dreves imamo preveč v mestih. Zdaj sem upošteval samo drevesa, ki jih priporočam, zato ker jih imamo pri majhnem deležu zasajene v mestu. Pa še iva je tukaj, ampak iva pride v poštev samo ob nekih vodah, kakorkoli, če imate v vašem prostoru neke obrečne prostore, zelo priporočamo ivo. Zdaj, tako pa sem rekel, v urbanem okolju priporočam pestrost. Zato bom tukaj naštel tudi nekih tujerodnih vrst, ki so se izkazale kot izredno odporne na sušo, škodljivce in imamo zelo, zelo dobre uspehe z saditvijo. To je ginko. Zdaj, pri ginkotu jaz mislim, da ne bo problema, da bi šel v naravno območje, ker se sadi samo moška drevesa. Se veste, ženske proizvajajo plodove, ki smrdijo, in to so v bistvu v mesta sadijo samo moška drevesa in tukaj nimamo problema. Druga je misa, zelo podobna bukvi, jeseni postane rdeča, tudi prenaša dobro sušo, onesnaženje in jo v drugih evropskih državah zelo propagirajo. Ambrovc zelo veliko sadimo, super drevesna vrsta. Zdaj, ali se bo razširil v gozdove, še ne vemo, treba ga opazovati. Tulipanovc, prav tako. Zelkova, tukaj moram dati poudarek, se v Ameriki že pojavlja kot invazivna vrsta, pri nas še ne, tako da je treba tukaj biti zelo pozoren, ali bo šla v urbanem okolju ali ne. Zdaj, pri drugih invazivnih vrstah nisem tukaj napisal noter holandske brestove bolezni, ker je v Kranju ni, zato ker nimamo bresta, ampak kot
kot nadomestilo našemu brestu priporočam sibirski brest, ki je odporen proti holandski brestovi bolezni. Proti sušici jesena je odporen kitajski jesen, ki bi bila lahko tudi zamenjava za veliki jesen, ki se nam suši. Pa zamenjava za naš kostanj, ki je pač Augusta rjav, je rdečecvetni divji kostanj. To so pač drevesa, ki jih jaz priporočam iz izkušenj in se zelo dobro obnesejo v mestnem prostoru. Tako da to je to, kar se mene tiče. Zahvalil bi se vam za poslušanje, če ima še kdo kakšno vprašanje. Prosim. Ja, hvala lepa, Erik. Zdaj, glede na to, da smo že kar skoraj v odmoru, pa da ne bi preveč krajšali odmora, bi jaz razpravo res preselila potem v delavniški del, kjer bomo prav obravnavali okrasne rastline oziroma rastline v urbanem okolju, drevesa v urbanem okolju, tako da bi zdajle kar nadaljevali z uvodom v delavnico. Tukaj bi vam jaz rada, ker je zdaj to že druga delavnica, predstavila rezultate prve delavnice, zato da ne bodo šli v nič. Sicer tisti, ki ste se delavnice že udeležili prve, ste dobili tudi poročilo, ampak tukaj samo en povzetek za osvežitev spomina ali pa za tiste, ki ste morda se današnje delavnice udeležili prvič. Na prvi delavnici smo preverjali tudi odnos udeležencev do tujerodnih drevesnih vrst, in sicer na začetku in na koncu delavnice. In smo ugotovili, da je bila majčkena sprememba, ampak še zmeraj lahko recimo ugotovimo, da večina udeležencev je imela negativni odnos do tujerodnih drevesnih vrst, nekateri nevtralen, je pa se povečal delež tistih rahlo pozitivnega odnosa ob koncu delavnice, vendar zelo pozitiven odnos se je pa od začetka delavnice do konca stopil, morda na račun katerega od teh ostalih stolpcev. Potem smo tudi vas spraševali, v kakšni meri podpirate sajenje tujerodnih drevesnih vrst v različne tipe gozdov, in nekako zelo od temnozelenega proti modri gre, zelena zelo se strinjam, brezpogojno da, potem strinjam se, ampak samo določene vrste je naslednja stopnja, se delno strinjam, ob določene vrste, ob sanacijskih ukrepih, potem so pa modre praviloma ne, redke vrste izjemoma in modro zelo se ne strinjam, sadi se lahko le domorodne vrste. In če pogledamo na hitrico tele rezultate, je v bistvu največji delež oziroma samo v urbane gozdove bi nekaj udeležencev sadilo brezpogojno tujerodna drevesa, v varovana območja, to so mišljena predvsem naravovarstveno pomembno območje, tudi lahko gozdni rezervati, zavarovana območja, natura območja, velika večina oziroma 2/3 udeležencev se zelo ne strinja in so podpirali izključno sajenje domorodnih vrst dreves. Pa tudi nekaj takih odgovorov je bilo za urbana okolja. Potem, kateri tip gozda, za katere vrste, je bilo tudi vprašanje in tukaj spet oranžno so urbani gozdovi, potem svetlo modro vsemi urbani, torej blizu urbanih območij, gospodarski gozdovi vijolični, zeleno varovana območja in modro nikamor, bila je pa tudi opcija, da vrste udeleženec ni poznal. In če nekako pogledamo najvišji, recimo za sajenje v urbanih gozdovih sta se izkazala ginko, libanonska cedra, tulipanovec, rdeči hrast, tudi omorika, čeprav smo ugotovili prejle, da rdeči hrast sicer bi ga sadili, je lep, ampak se ne počuti najbolje v mestih. Medtem ko pa recimo pa jesena, pavlovnije, robinije,
tudi negundovca, amerikanskega javorja, pa ne bi sadili nikamor. In potem so še vse vmesne variante. In še nekako zaključki te delavnice. Pri uporabi tujerodnih drevesnih vrst v gozdovih velja previdnost, potrebne so nadaljnje raziskave, opcija je prilagajanje podnebnim spremembam in gojenje samo na manjših površinah. Tujerodne drevesne vrste so načeloma primerne za urbane okolja, ampak ne invazivna. Problem je tudi, da drevesnice trenutno ne ponujajo zadostne količine sadik domorodnih vrst, ker se prilagajajo željam potrošnikov, ti imajo pa očitno še vedno raje eksotiko. Sploh je pa to problem zagotavljanja avtohtonih drevesnih vrst za gozdove, sploh po številnih ujmah enostavno drevesnice temu niso bile kos. Na Gorenjskem je gozdarska tradicija ali pa tudi, ne vem, doktrina gozdarska v smislu spodbujanja predvsem naravnega pomlajevanja gozdov, kjer pa to ni zadostno, se pa sadi domorodne vrste, se Gorenjska sodi med bolj ohranjena območja in tujerodne vrste v ta prostor ne sodijo. Na Gorenjskem moramo biti pozorni predvsem na pojavljanje pavlovnije, pajesena, rdečega hrasta in negundovca v naravi, saj so zelo invazivne te tujerodne vrste. In morda samo kot dodatek, pajesena sta samo še 2 v Kranju, prej jih je bilo 17, in v okolici Planine tam sta še vedno po mojem sta tudi ta 2 pajesena in eno je žensko drevo je povzročilo kar veliko širjenje v okolico, blizu so še degradirane površine in v bistvu tam se pajesen zelo dobro razširja in uživa. Če se lahko samo malo vmešam. Ja, lahko. Glede pajesena, no, se pravi, jaz govorim o javnih zelenih površinah. Seveda. Pač ja, imamo pa direkt na robu kanjona Kokre žensko in moško rastlino, ki na privat zemljišču, ki po moje non-stop meče semena dol v kanjon Kokre. Ja. Pa 2 sta tam, v bistvu ravno pred našim zavodom, žensko in moško drevo in tam se dejansko v okoliški gozd širi in potem še tam na degradirano površine, kjer je bila nekoč mlekarna in se dejansko vidi ta vpliv pajesena, no, kako se lahko iz urbanega okolja širi. Samo tako kot zanimivo, drugače pa vem, ja, vi samo ste v urbanih površinah to popisali. Pomembno je ločevanje med tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi vrstami, ker je njihova biologija uspevanja, širjenja in reprodukcije različna, s tem tudi različni načini gospodarjenja, tako da ne smemo vsega metati v en koš, in pa invazivne tujerodne drevesne vrste ogrožajo lahko tudi kmetijske površine in površine po motnjah. Tako, to so samo za uvod v delavnico, rezultati prejšnjih delavnic. Zdaj pa preden si zaslužite kavo, vas pa prosim, ki si jo boste na žalost mogli sami skuhati, ni še možnost, da bi vam jo ponudili nadaljavo, mogoče, tako kot sem že prej rekla, v naslednji epidemiji še to nagruntajo. Zdaj vas pa prosim, da odgovorite na vprašanje, ki smo vam ga postavili, in sicer gre vprašanje, kakšno je po vašem mnenju stanje tujerodnih drevesnih vrst na Gorenjskem? In prosimo, da izberete trditve, s katerimi se strinjate, lahko jih izberete več. Samo vaš vtis, kakšno je stanje tujerodnih drevesnih vrst na Gorenjskem? Recimo, da imate minuto časa za odgovor. Kam pritisneš to? Samo na tisto odgovor, ki vam je všeč. Izberete pa več odgovorov lahko.
Večkrat bom še počakala, 10 vas je zdaj odgovorilo, 11. Zdaj pa 14, zdaj pa mislim, da ste udeleženci kar vsi, tako da zdaj zapiram glasovanje in poglejmo rezultate. Trditev, ki izstopa, je to, da se tujerodne drevesne vrste iz območij širijo v naravo. Sicer pa še najmanj se vas strinja, da je v gozdovih zelo malo tujerodnih drevesnih vrst in se ne širijo. Sicer so pa kar, bom rekla, malo enakomerno razporejeni odgovori. Tako, zdaj pa vas vabim na kavo, ki ste si jo skuhali, pa ne bomo krajšali pavze, tako da se dobimo ob 10 minut čez 11, tako da bo dobrih 15 minut, pa da ne bomo na sredini zaključili. 10 čez 11 nadaljujemo z delavnico. In takrat vas pa res bo pa aktivno, se bomo razdelili v skupine in ne bomo več mi govorili, ampak boste predvsem vi in vaše mnenje šteje, zato si res želimo, da nadaljujete potem še v delavniškem delu. Tako da, hvala za enkrat, pa se vidimo čez 15 minut. Je 10 čez 11, se bomo poskusili zdaj ure držati. Zdaj sledi delo po skupinah. Sara vas je med tem časom razdelila v skupine, tako da zdaj boste dobili povabilo. Določili smo kar mi skupine, kako boste po skupinah razdeljeni. In sicer ena skupina se bo ukvarjala s strategijo upravljanja tujerodnih drevesnih vrst v gozdarstvu, druga skupina pa v urbanem in semi-urbanem prostoru. Delavnice bodo tekle na ta način, da čim več tisti v skupini, udeleženci v skupini, da boste nam podali čim več informacij, mnenj, izkušenj, skratka, da poveste svoje izkušnje, mi bomo pa vestno zapisali in potem uporabili tudi pri pripravi zaključkov. Tako da vi samo potrdite, da greste v sobo, kamor vas pošiljamo, in to je vse, kar morate zdaj narediti, potem pa se vidimo potem z enim delom skupine. Sara, prosim, če nas kar razdeliš v sobe. Okay, super. Sonja, sam toliko naj povem, no, če slučajno komu ne ustreza soba, naj se javi, pa ga bomo premestili. Načeloma pa veljam. Jaz bi raje gozd izbrala, če lahko. Jaz tudi. Meni, ker imam gozd. Gospod Štefan?